Evo, spoštovani, nekaj bom povedal o tele odpovedi razstave v Keže Narodni galeriji oziroma Narodnem muzeju, razstavo nekih eminentnih likovnikov od Picassa do ne vem koga že, nekih uveljavljenih mojstrov, likovnikov. Da ne boste mislili, da sem jaz čist taber veznik na področju likovne umetnosti. Svoj čas sem veliko, bom rekel, risal. Umetnosti se nisem šel, zato ker sem kot Freudovec vedel, da sem premalo frustriran. Za neko umetnost moraš rabiti neko frustracijo. Jaz sem na to temo, kaj je pa kaj ni umetnost, posnel 3 videe močne. Samo nekdo mora razumeti, o čem govorim, skozi psihoanalizo, ko govorim o umetnosti. O teoriji umetnosti, o vlogi nezavednega. O vlogi nezavednega in simbolnega pri prepoznavanju umetnosti, kaj je in kaj ni umetnost. Danes bom mogoče dodal skozi to, da bom pokazal, da vendarle se jaz znam iti umetnost, skozi par teh del, ki so nastali pred 30, nastala so ta dela 30 let nazaj, pa še več, tudi manj. Ampak da boste videli, da nisem nek suhi teoretik. Znal bi razumeti umetnost tako, kot si želijo jo razumevati sodobni in moderni kvazi, anti, pseudo umetniki. Vem, o čem govorim, zato ker sem skozi Freuda študiral teorijo umetnosti. Spisi o umetnosti so tamle gor nekje na policah. Zdaj, ta družina Bojkovac je naredila medvedjo uslugo umetnosti, tudi zato ta družina je namreč posodila vse te neke plagijate, kaj so ponaredki teh eminentnih slikarjev. In to toliko, da se ve, da je njihovi zbirki nasedel tudi nek svetovalec Narodnega muzeja, tega direktorja Pavla Carja, ki ni tak car, ker je nasedel in odstopil, ampak posredno se pa da spoznati, kako je sodobna umetnost en velik nateg. Namreč nek original ima tudi številne ponaredke in če človek ne ve, da gleda ponaredek, je tako zadet, recimo z Mona Lizo ali pa, ne vem, Picassom, če je recimo ponaredek toliko dober, da človek misli, da gleda original. Če je to speljano korektno, potem konzumenti te umetnosti nasedejo ponaredku, potem je umetnost tako rekoč razkrinkana. Da je umetnost, sodobna, moderna, en velik nateg, ki ga goji neka levica, torej leva elita, mislim v povezavi recimo levica, ker tja gravitirajo moderni umetniki, ki ne bi nič delali, samo svojo kvazi umetnost bi razstavljali in radi bi služili. Ampak levica tudi zato, ker je pomagala, kar po mojem videnju Picasso je bil na pravi strani, ko je narisal tisto Guernico, španska državljanska vojna, tista neki republikanska vlada tam v senci, ga je nekako nagovorila, bil pa že slaven, naj narišem nekaj, kar bi se Parižani ali pa tisti obiskovalci, tiste svetovne razstave leta 1937 je bila v Parizu. Picasso je tisto Guernico narisal v rekordno kratkem času, ne vem, ali par dneh, mogoče tednu, dveh.
bila je ta državljanska vojna, general Franco, pa te zadeve poznate, ampak ko je bilo ta Guernica, ko je bila razstavljena, če bi bila ta mojstrovina, mojstrovina pod narekovajih, sama po sebi umetnost, fantastična, ne vem kakšna, vesoljska umetnost, bi jo takoj prepoznali, tako kot človek prepozna, ne vem, nekaj takoj ti vidiš, če vidiš, ne vem, slona, vidiš, wow, slon, ali pa leva, wow, lev, Če so pa ljudi tisto Guernico videli leta 37 v Parizu, ker je tudi narisal v Parizu, to je 3,5 metra krat 6,8, skoraj 7 metrov, moš to prevažati, vse pa so prevažali, potem je platno pokalo, kaj hujega. Skratka, prvi obiskovalci te razstave so hodili mimo, kot da bi bil to zid. So jo pogledali za par sekund in šli naprej. Nihče ni tam padal v žvaniment. Če je bila to res umetnost, brez nekih subjektivnih gledanj, potem bi mi vedeli, da nekaj je, nekaj pa ni umetnost. Tako pa ljudje, ki ne vejo, da gledajo po naredek, se čudijo po naredku, misleč, da je to original in se tam nekje razdajajo tem umetniškim čustvom. En kmet pa gleda, pa reče, zame to ni nič, sem dolg buta, zdaj ne razumem. Elita pa ve, mi smo pa elita, mi ko to gledamo, se moramo prežeti s čustvi na trepalnici metati, od luštnega, ko to gledamo. Umetnost likovna je en velik natek, sodobna, moderna kvazi. Ne govorimo o srednjem veku, namreč fotoaparat je zjebal likovno umetnost do konca. Ko ni bilo fotoaparata, so ljudje želeli svoje spomine ohraniti utrinke, recimo na mladost, in se je potem portretiralo. Zdaj jaz se ukvarjam s psiho, z glavo, že od nekdaj in tukaj, da imam neke portrete. To ne vem, če ste že videli, tole je leta 92, novembra. Tega enega, bi rekel, zaprepaščenega moškega sem ga po spominu narisal tudi enega leta 91, januarja. Tega Boga, nezemljana in neandertalca, ali ko prav človeka, sem narisal, ko pa vem kdaj. 91, januar 91, to je pastel, kjer mislim, da sem se ukvarjal s kakšnim oljem. Tudi z oljem sem risal, ampak ne vem, ali sem to predal komu. Ok, tole sem živo narisal leta 91, tolo mamico mojih 2 otrok. Tudi sebe sem narisal, avtoportret, se gledal gledalo, ne boste verjeli, bil sem enih 30 kil vitkejši, tudi lase sem imel leta 91. Ok, tudi tolo rad imam ženske, imam Venero v levu, te feministke to ne vedo. November 90, dolge noge ima, skesana neka šnelfukarca ima, kot reče na odru, neka libidinalna terapeutka za dušo in telo. Ok, tudi tolo sem narisal, ok, očitno zdaj, toliko sem gledal, ampak gledal sem pa fantazijo, torej sliko, po fantaziji sem malo jo preoblikoval, novembra leta 90, barvna. Ok, tale mamica mojih 2 otrok, 15.9.90, tukaj je imela pa dolge lase. Ok, tole je pa knez, slikar akademski, ocenil, da je to pa eden najboljših mojih portretov. Jaz sicer nisem tega mnenja, tudi to je Tina, november 90. Tole je Katarina Bogataj, neka gimnastičarka, maj 91. Ampak mislim, da sem eno je dal, tole pa nisem čisto zadev, pa sem to zase zadržal. 2 portreta. Tole je moj bratranec, Istok, star je čez 60 let.
tle sta se pa poročila z mojo prijateljico, generacijo Jelka, žal pokojna, februar 91, poročna slika. Tole dva moja strica sta Drago, malo je umazan, pa Janko, bo star 80 let, Drago je pa že kakšnih 20 let pokojni, december 90. Moja dva strica od ata brata. Tole, ne vem, september 91, tole, ne vem, kaj je to, ena Veronika, še živa, leta 61, po fotografiji sem je narisal septembra 91. Tudi tale Veronika, jaz mislim, da sem 3 verzije narisal, eno je dobila, ostale sem pa zadržal. Tale moj tim, tele ga nisem glih zadev, oziroma zadev. Bolj mi tele deluje meni kot starček, v resnici je bil pa, ne vem, slika slaba, da nisem čist uspel videti vse. Ampak sem imel še dobre oči. Avgust 91, star je bil tam 1 leto. No, to bi bila umetnost. Imeli smo problem z ekologijo, to je dva, v bistvu dimnika, en 360 metrov, zdaj pa opekarniški. Kosa simbol smrti, lobanja simbol smrti, malo sem se igral. Tudi tole se mi zdi, da je ena Veronika, neka misica 91. leta, ampak tisto boljšo verzijo sem mi podaril, to sem pa zadržal zase. No, tudi ta je Veronika, neka delovna verzija, december 91. Potočnik, kako se je pisala. No, tle sem se še malo afnal s to ekologijo, ugradil sem mi gas masko, ker v Trbovljah smo imeli svoj čas leta 90-91 slab zrak in sem se malo umetniško razdajal. No, tale je tudi, bi rekel, simbolna, marec 91, ko sem napisal, minljivo življenja. No, ta bi bila v sklopu minljivost življenja 2, oziroma minljivost lepote, marec 91, starka pa mladenka. V ta sklop bi šla še tale, ali pa je šla. Ta je bila marec 91 tudi. Knjiga oddelana v glavo, psihoterapevtska, psihoanalitična, mojstrovina, bi rekel, ampak ni mojstrovina. Tam na gor sem imel, ker sem neko luknjo zafilal. V tistem času je bila pa tudi vojna, Jugoslovanček. Mislim, da je to kninski otrok, ki je doživljal vojno maj 91. Namesto, da bi se šel neko igrive stvari, kot se za enega otročička spodobi, je bila vojna v simbolni podobi tele pištole ali pa revolverja. Tole je oktober 90, ko je bil moj tim star pol leta, evo, takle je bil. Celo zelo podoben. Ok, pa bom rekel, sem se tudi malo tako afnal, ne vem, kdaj sem to narisal, sploh ne vem, kako je obrnen, nek december 90. Mislim, da sem tole neko ostrino, mogoče celo nek sadizem želel narisati, ali pa neko jezo, risal sem nože, noži so falusi. Tako da bi lahko bila umetnost, če bi to malo spilil. Svoj čas sem hodil v Relik, avgust 92, to sem pa v Studencu, mislim, da je to na Cevnico, narisal neko domačijo, imela neko patino, ta stara bajta, in sem jo živo narisal, tako da znam jaz tudi kozovce risati, pa te stare bajte, pa cerkve. Ok, malo sem tudi vadil, ne vem, kje sem tolo narisal, november 90. Neka cerkev, falična. Skratka,
to me ne navdušuje. Mene navdušujejo pač obrazi, mogoče tudi akti, samo akti imam premehne risbe, ne da se mi bolj glava. Tudi to je te neka domačija, avgust 92, ex-tempore, nek sevniški. Nagovarjali so me, če bi kaj za razstavo, tudi realističnega, pa sem tolo domačijo nekje narisal, pa sem to užival, se ne spomnil, domačija v Trenti, september 91. Ok, tale pa mislim, da sem jo narisal, ko sem še študiral v Ljubljani. Nisem bil prav preskrbljen z nekimi lepoticami še kot študent, da bi prav bohtel, mislim, da je to neka 84. leta nastalo, 83. mogoče. To so pa neke barvice navadne. Ok, hlebec lakote. Hlebec lakote. Avgust 91, ne? To so kar realistični. Kaj sem napisal? Otroci na področju Jugoslavije, ko se je pripravljala k vojni. Tale december 90. Tale moja Tina je bila fejst pošišana na enega deca bolj. Tole pa Nik. Ne, Tim. Sorry, tole je Tim. Pol leta star. Mogoče. Tukaj le te pokažem. Moja sestra v 10 minutah. Sestra Alenka, 10 minut, leta 91. Tide dve lepotici sem tako bolj po spominu. In to leta 84. Leta 84. Tale je moja mati dveh otrok, leta 90, 18. drugi, je imela včasih očala, pa tudi tam kratke lase. Tolo sem neko mutacijo dihal naredil. Moj fotar, Ata, januar 90. September 89. Tukaj mislim, da je bila pa noseča s Timom. Seveda je bila Tina. Ok, tule je bil z leta 84. Je Neil Young. Neil Young. Ok, ne da se glih prepoznati. Tele sem ga risal avgusta 98. Mi je pa poziral. Sam ni bil čist primer. Nik. Večino slik sem sicer, torej portretov po fotografijah, neka vodna aerobika 98. Avgust 98. Torej babe neverjetno rad rišem. Ženske z velikim žejem. Tole pa mislim, da celo nisem jaz narisal, ampak Ovnik, Jože Ovnik, dober risar, oče Gašperja Ovnika Gapija, poslanca Svobode. Ponovno. Odličen košarkar je, fotar je pa tole narisal, dober risar. Tole je pa Teči, leta 91, ko je bila stara 87-letnica, 4 leta. Oktober. Gledajo televizijo, jaz sem pa narisal. Malo sem pol naknadno jo obkrožil, ampak sem jo kar zadev. Tole je moja aerobičarka, tam nekje na stepih, Tina. Ok, pa ker sem bil gimnastičar, sem risal gimnastičarje, proporci mi ležijo, skratka, to je neka bradlja, nek rus. Mislim, da tole sem tudi neki Tino risal, juli 89. Ok, pa ne vem, kaj sem še tukaj. Diplomo sem tudi narisal za Trugarjev memorial, memorial mojega tasta. Skratka,
Tele gimnastične like sem rad risal, so kar zahtevni. Sebe sem tudi narisal, ne vem, če sem se zadev ogledalo, sem se gledal 98. leta avgust. Tudi to lotino sem 91. leta narisal. Ok, potem sem vabil, kaj je, neke cirkve. Tale je zanimiva, september 91, mutacija dihal. To so neke risbice, vaja. Neke nove tehnike sem sprobavil. Ok. 24.9. Malo po Freudovem, kaj že, smrti. 23.9. Freud, 24.9.90 sem spet Tino narisal. Natalija Šapošnikova in Nadja Komaneči. Ok, tale je hotela biti narisana in sem 2 ali 3 narisal leta 86. Zdaj se piše Škrinjar, se mi zdi. Tle je bila pa v srednji šoli, 18 let stara, če je 68-letnica, tle je pa 86-letnik, 86. leta. Ok, tudi sebe sem narisal, čas sem imel celo dolge lase. Mislim, ta je pa iz leta 84. Tale črno-bela je moja sestra, stara pol leta. Tale ženska je pa bila v tistem času moj nek idol in sem jo, rekel, po želji narisal. Čistko z glave. Takale je bila. Hop. 84. leta. Ok, še moj tale Potter, barvna. Ok, to pa ni več. Skratka, umetnost, ki se jo grejo sodobni, moderni umetniki dan danes, je en velik natek. Od tistega Andyja Warhola do Picassa, Miroja, mislim, in nekdo pač more tole zagristi v tolo stvar. Jaz sem celo teorijo umetnosti, likovne, ali pa tudi sicer umetnosti nekajkrat razložil. Zdaj to, da bi prišlo v javnost, se verjetno ne bo zgodilo, ampak prav je, da bi se začela tematizirati teorija umetnosti skozi psihoanalizo. Ne kar na pobudo umetnikov, ki bi radi in sploh naredili, da ne rečem, kaj so ti nagrajenci Richarda Jakopiča risali v preteklih 10 letih. Mene to strašansko moti, ker po Freudu to ni umetnost. Jaz znam pa razložiti, zakaj to ni umetnost. Zato, ker ni kompatibilno z našimi simbolnimi procesi. Naši simbolni procesi so zmedeni, ko konzumirajo videno. Se pravi, simbolni procesi morajo zapopaditi videno na neki nezavedni tej simbolni ravni. Kraljevska pot, ne do nezavednega, do simbolnega so sanje. Ampak kraljevska pot do simbolnega je tudi umetnost, še posebej likovna, tudi ostala umetnost, ampak prava umetnost. Kraljevska pot, ne do nezavednega, do simbolnega je pa tudi šport. In jaz sem to svoj čas 20-30 let nazaj razložil. Zdaj ne razumem sem to itak, tako da za danes naj bo to dovolj. Posnel sem pa to zato, ker se zanč naredil tisti natek v Narodnem muzeju in sem rekel, bom še enkrat tolo sodobno, moderno umetnost seciral.